po zdaj 117 državah tako navdušeni, da se pogovarjamo, ali spada na 3. mesto, ali na 4. ali na 5., ampak res na sam vrh in mislim, da se v Peru definitivno kmalu vrnemo. Torej bi lahko rekla, da je to ena izmed tistih destinacij, ki jo mora vsak popotnik doživeti vsaj enkrat, kaj? Lahko še malo poveš, zakaj in če je to recimo destinacija primerna za potovanje z otroki, se pravi za družinsko popotovanje? Jaz bi rekla absolutno. No. Peru je res nekaj posebnega. Kot sem že omenila, marsikje te ustavljajo obupne razmere na cesti, gužva, nevarno premikanje. Tukaj so ceste, vsaj v primerjavi s to Srednjo Ameriko, kjer mi živimo, sploh s Hondurasom, Nikaragvo, s Guatemalo, mislim, avtoceste, ne? Pač to je vrhunske ceste, tudi dobenih zastojev, hitro se premikaš razen zdaj v centru prestolnice. Tako da čudovito. Potem nora pokrajina presune, veš, ta preliv iz travnate v polpuščavsko planoto, pa potem zadaj vidiš te Ande z belimi kapljicami, kot da bi mogoče pogledal nekam na jug Nove Zelandije. Tako da mislim, da je bolj pisana država celo od Gvatemale, ki sem mislila, da je najbolj pisana, pa je Peru mnogo bolj. Te ženske povsod ob cesti, povsod, to ni njihova noša, to je njihovo vsakodnevno oblačilo, so v teh barvitih, širokih krilih pisanih, vsi imajo pončote gor, povsod se sprehajajo lame, alpake, pač neverjetno razkošne nastanitve glede na to, kar plačaš. Hrana pa mislim, da svoja zgodba, če zdaj nisi opazila, Manja, lepo prosim, da se je Jasna vrnila s konkretno par kilcami več, pol rabiš očala. No. Tako da res presežek. Sem brala, da je ta peruvijanska kuhinja ena od top kuhinj na svetu, ampak je še bolj presenetila, mogoče tudi zato, ker nisem velika ljubiteljica mesa in sem se čudila, kaj lahko iz nemesnih jedi pričarajo. Potem neverjetno prijazni ljudje, ogromno za videti, od zgodovine trekkingov živali, mestec, spominki vabijo, da jih kupiš, ker so posebni, praktični. Veš, ta klobuk ali pa pončo ali pa jopca ali pa rokavice ali pa kapa, šali, čudovito, no, res ugodno in čudovito. Tako da absolutno menim, da je destinacija za potovanje z otroki. Bom kasneje omenila edino, da imam pomislek, če je tudi destinacija za potovanje z zelo mini otroki, govorim bolj z dojenčki, mogoče enoletnikom. Tukaj ne vem, bi morala vprašati kakšnega zdravnika, bom razložila kasneje zakaj, ampak definitivno destinacija za potovanje z malčki. Mi smo bili v zasedbi 4 otrok, Živa je tokrat ostala doma, ker je 1. oktobra začela študij v Mariboru. Je pa priletel iz Slovenije Jure, ki je star 15, sam, in smo se srečali v Limi, v glavnem mestu Peruja, in pa šla sva midva ter najini 3 otroci, se pravi 7-letnik, 9-letnica in 11-letnica. In za vso to starost je ta destinacija vrhunska. Mislim, mogla bi narediti potopisno predavanje, kjer oni povejo svojo zgodbo in bi res videli in verjeli, da je navdušenje pristno in veliko. Tako da jaz menim, da to je destinacija za potovanje in v solo in v mogoče za starejše ljudi, ker je zelo umirjena, razvita, čista, varna, kot tudi za družine. Tako da, to je to. Absolutno ja. Odlično. Kako bi pa Peru opisala nekomu, ki ga še nikoli ni obiskal, zelo na kratko? Zanimivo. Mogoče mi je dala en taki vtis kontrastov, raznolikosti. Najprej prideš v Limo, ki je pač eno veliko mesto, ne? Barvito, čudovito, že takoj začutiš te barve povsod. En del mesta kolonialen, drugi del mesta zelo razvit, en del mesta revn, en del mesta bogat. Potem pa se ti začneš voziti iz Lime naprej. In prav parkrat, ampak res izrazito opaziš, da si šokiran. Malo sem pozabila iz geografije osnovne šole, da tam leži ena ogromna puščava. In ti imaš občutek, kot da si v Dubaju ali pa ne vem, nekje v arabskem svetu. Ta puščava se v bistvu vleče enih 18 ur vožnje,
ki je samo puščava, se pravi cesta, levo, desno, pesek. In nekje na strani, na desni strani vidiš morje. Žal, to bom zelo odkrita, morje ni noben presežek, mi ni bilo všeč, neprivlačno Atlantsko morje, ampak šokiran si nad puščavo, levo, desno, sama puščava. Potem, ko 2 dni prevoziš, pa začne ta puščava zelenet, malo travic, takih jesensko obarvanih, rumeno, rjavo, oranžnih, in potem se to čez 3, 4, 5, 6 ur vožnje zgosti že v taki poltropsko zasnežen gozd. Pol si pa spet presenečen, ker sredi tega tropskega naenkrat se zadaj pojavijo Andi, torej visoke gore z belimi kapicami, zasneženimi vrhovi. In ta kombinacija puščava, savana, tropi in potem visokogorski Andi z snegom je pač nekaj, kar sem doživela v taki majhni površini naenkrat prvič. Vmes se ti pa sprehajajo najbolj živopisano oblečeni ljudje z nasmeški, kot da si šel v eno pravljico, veš, iz starih časov, kot da ležiš doma pa knjigo bereš in počasi se premikajo s širokimi klobuki in pončoti in s palco ženejo trop ovc ali pa krav ali pa lam ali pa alpak. In to tak, 1 meter od tvojega avta in si kar vstavi fotoaparat, wow, mislim, taki res vrhunski prizori. Potem srečaš en kup teh ptic, pol smo videli kite, pol smo videli morske leve, pa lame, pa alpake, pa seveda kup domačih živali, krav, bikov, pujskov in tak naprej. In potem po nekem času prideš pa v te starodavne vasice, mesteca, kjer so pa zapuščine Inkov in pogledaš pa še vsa ta zgodovinski del, vse te templje, zapuščena mesta, vse, kar so pač prejšnja ljudstva zapustila in si pač šokiran. Pol pa še greš na koncu v restauracijo, pogledaš meni, debelo preračunavaš cene in si šokiran, kak je poceni, potem pa prinesejo na mizo in si ono, wow, pa kaj smo v Michelinovi restauraciji ali kaj je pač res presežek. Tako da, dežela kontrastov bi rekla z eno besedo. Sliši se fantastično. Če nekdo načrtuje potovanje po Peruju, kako se sploh lotiš organizacije? Je bolj za samostojno pot ali bolj, bi rekla, voden aranžma, sploh če recimo tako jaz nimaš ravno nekih izkušenj? Ja, tukaj je zanimiva debata, bom takoj razložila. Mogoče samo še to, pripravila sem si par zemljevidkov, čisto na kratko, saj verjetno vsi vemo, kje je Peru, ampak da spomnim Južna Amerika, se pravi, a sem rekla Atlantski ocean, ok, tukaj. V glavnem, obdaja ga Ekvador, mala državica na severu, Brazilija in pa Bolivija, pa Čile na jugu. Se pravi, da si predstavljate, kak majhna v bistvu državica to je. Ni zelo velika, sploh primerjavi s kako Brazilijo. Potem pa to, kar sem zdaj razlagala, kako se ti pasovi prelivajo, se mi zdi izjemno zanimivo videti. No? Tukaj na sliki se vidi cel pas ob morju, ena sama puščava. Se pravi, ta rumena barva je pesek, živ pesek. Potem ta rjavi del je to visokogorje, se pravi Andi, poznamo filme iz Andov, ko je tisto letalo padlo dol, dobesedno tak. Potem pa seveda zeleni pas, ki pa je čista amazonska džungla. In to so taki zelo izraziti 3 pasovi. Kar se pa tiče same destinacije in kako jo načrtovati, bom pa ravno pri tem zemljevidu začela. Se pravi, nekako čisti sever se ponavadi zaradi bolj redko posejanih atrakcij izpusti, pa mnogi recimo tudi ta severovzhodni del Peruja izpustijo, ker je največ stvari koncentriranih v sredini, v osrednjem delu in na jugu. In tako smo tudi mi šli. Evo, in tukaj na tem zemljevidu se pa najbolj odlično pokaže v bistvu naša pot. In sicer večina ljudi, rečiva 95% blogov, tudi Lonely Planet, vsemi, ki sem se pogovarjala, vsi naredijo noter 2, včasih pa 3 notranje lete. Ne vem, jaz sem tak
radovedna, kaj je v bistvu na destinaciji za videti, da sem nekako prepričala moža, da je vseeno vredno, da to prepotujemo z avtom, ker nisem hotela spustiti nič, kar je tam vmes. Večina ljudi pa leti, ker je res 3-krat po 12 ur vožnje. Na poti je pa malo za videti, vseeno lepo in vredno, ampak večina ljudi to preleti. Se pravi, ljudje grejo iz Lime, tukaj južno do Parakasa, tako smo šli mi, ker so tu eni čudoviti otoki, polni živali. Potem nadaljujejo v ta Huacachin, ki je ta oaza sredi peska. Potem pa Nazca, to marsikdo izpusti. Nazca so ene take skulpture v tleh, v pesku, ki se jih najboljše ali pa edino dobro vidi iz letala, ampak so zelo remote, zelo daleč se pelješ za to, da to stvar vidiš. Potem pa večina ljudi leti v Cuscu. Mi smo se pa peljali, vse to že z avtom, potem smo pa šli še v Arequipa, ki velja po mojem za najlepšo mesto Peruja, tako belo mesto, ker je z enega posebnega kamna narejena. Potem smo mi šli še v Puno, ki je na 3800 metrov višine in je izhodišče na jezero Titicaca, ki je najvišje jezero, plavajoče jezero na svetu. Potem pa smo se mi peljali v Cuscu in potem čez celi Sacred Valley, Sveto dolino, do Machu Piccha. Večina ljudi pa gre Lima, leti v Cuscu, mogoče naredi izlet do Titicace in nekako tako. Tako da to je točno bila naša pot in je bila fantastična in bi jo še enkrat ponovila. Tako da, kar se pa tiče samega načrtovanja, to je pa tudi en fenomen, ne, ki ga moram zdaj omeniti. Namreč načrtovanje nama je spilo živce. Miha, ki je zelo, saj Manja, ti ga dobro poznaš, zelo easy going tip, ne, je nekje vmes vrgel vse te zapiske, pa rekel, veš kaj, jaz ne grem, ne, jaz bom vse skupaj scancelal, ker ne grem, pač too much, ne, too much je komplicirano. V bistvu imaš včasih destinacije, ko vse piše enostavno, vse spletne strani delujejo, vse se hitro bukira, pol prideš pa tja, pa nič ne drži. Recimo Kuba je taka. Rentakar rezerviraš, prideš tja, avta ni. Prideš na parking od rentakarja, pa rečejo, da avta ni, ker je zmanjkalo bencina, goriva. In boš 5-6 ur čakal, da pripeljejo cisterno goriva. Potem naj bi bankomati delovali, pa ugotoviš, da v bistvu ne delujejo. Nastanitev, ki si jo bukiral, ni delovne sile in ne moreš dobiti sobe. Se pravi, imaš destinacije, ki izgledajo enostavne, prideš tja, pa gre vse narobe. Peru je pa obratno. Peru je pa izgledal zelo težek za načrtovati. Ko si prišel tja, je pa vse štimalo v nulo, razen ene malenkosti, ki je precej človeška. Se pravi, prvič moraš upoštevati višino. In ne moreš kar reči, danes grem sem, jutri bom šel tja, pojutrišnjem pa bom šel tja. Ne. Telo rabi prilagoditev na višino, sicer lahko tako resno zboliš, da seveda potovanje zaključiš že kar na začetku. In najprej, ko si ti začrtaš pot, si moraš pripisati višino in potem gledati tudi, kako se boš iz točke A do B premaknil. Zakaj? Točka A je lahko na 2000, točka B pa na 2300, ampak vmesna pot do tja je pa lahko čez 5000 metrov visok prelaz, kjer boš ti 4-5 ur vozil z avtom. In to je šok za telo in se lahko zgodi pač, da te višina ustavi. In vse te stvari moraš predvideti. Potem, ker še tam nisi bil, rad bi šel na Machu Picchu, ne? Ugotoviš, da na Machu Picchu pelje 8 različnih tipov vlakov. In to ni cenovno hec. En tak povprečen vlak, kjer sediš, kjer dobiš eno kavico, ki je lepo čist in urejen, stane 800-900 evrov za 6 ljudi. Potem drugi pa 2000 evrov, pol tretji pa 3000 evrov. En pa je stoječ za domačine, skupaj s kravicami in pujski, ki stane pa 2 evra. In zdaj si čist zmeden, kaj naj bukiraš. Potem vozijo vlaki ob različnih urah in moraš zelo dobro pogledati, kje boš ti spal, da boš prišel do vlaka zjutraj, ker vlak odrine 5:05 in kot veš, v Čiči vlak ne čaka. Potem moraš preveriti, kdaj ta vlak pristane in če boš ujel naslednjo prevozno sredstvo,
avtobus za na vrh Machu Piccha. In vse te kolobocije in tako naprej, in da se to vse poklopi, in tale let na Nazca, temi znaki v zemlji, če boš ujel, pa to pa ono. In pač, ne vem, moram tudi priznati, da sem organizacijo tokrat bolj prepustila Mihatu, ponavadi načrtujem jaz, tako da mogoče samo on preveč zakompliciral, ne vem, ampak kakorkoli izpeljalo se je vse v nulo. In koliko sem mislila, zakaj gremo v lastni režiji, ni ok, preveč je komplicirano, se je potem izkazalo na sami destinaciji, da je vse fantastično in čudovito in varno. Nikjer nas niti enkrat niso ustavili policaji, dobene korupcije, dobenega izsiljevanja, dobenega namiga na nevarnost, nič. Edino, kar je bilo, kot pravim, človeško, mi smo že 2,5 meseca prej bukirali kombi. Razlika v normalnem avtu ali pa v res velikem, konkretnem 12-sedežnem kombiju je bila 400 približno evrov, ker nas je bilo 6 plus prtljaga. Jaz sem imela kup stvari za bloganje s sabo, plus rabiš tople obleke, smo vedeli, da rabimo vsaj 3, če ne 4 velike kavčke in da bojo otroci te 3x12-urne poti res brez stresa prenesli, sva želela kombi, da bojo ležali čez 2-3 sedeže in da bo to nestresno za njih. Pa so nam dobesedno 11 ur, preden smo se usedli na letalo, sporočili, da se je ta kombi pokvaril in da drugega kombija ni. Prečekirala sva vse agencije v državi, pa v bistvu se ti zreducirajo na 3, ki dovolijo, da ti avto vzameš v Limi, vrneš pa 3500 km stran v Cuscu. Se pravi, samo 3 rentakar agencije sva našla, ki to možnost omogočajo, in med njimi je samo ena imela tako velike kombije in ta en kombi se je pokvaril, 2 sta bila pa oddana in smo tik pred zdajci izvedeli, da dobimo normalni 7-sedežni avto, taki kot ga imamo tudi doma, kar je super pa lepo in prav, če nimaš 4 velikih kufrov, ki jih nikakor ne spraviš v prtljažnik 7-sedežnega avta, ne. In potem smo v bistvu tik pred odhodom stvari spakirali samo v 2 kavčka in nekako smo imeli 2 velika pa 3 majhne in to nekako stlačili pol v avto. In moram reči, da se je avto vsak dan zdel malo večji, očitno smo vse luknje avta našli in stvari razporedili, tako da je bilo vse potem na koncu ok. Tako da, evo, to je to, kar se tiče načrtovanja. Mogoče bi vseeno rekla za neizkušene ali pa zelo malo izkušene ali pa takim, ko se vam ne da ali pa ne uživate v načrtovanju, je mogoče to destinacija za tudi organiziran ogled, za vodeno turistično potovanje, čeprav nam zdaj ni žal, da smo šli sami. Tako da, toliko. Kompliciran začetek pa lušen konec. Ok, glede na vse povedano, ali ste potovali samo z avtom in zakaj prav z avtom, ali ste kombinirali še s čem drugim? Ja, se pravi 99% časa z avtom, 99%, samo kaj pokombiniraš je ta vlak, ki te pelje z enega kraja do postaje Machu Picchu, to je ura pa pol, dobra ura pa pol vlak vožnje in potem še 40 minut avtobus vožnje, ampak se po istem zaporedju tudi vrneš nazaj, avtobus, vlak do svojega avta in pa ta prelet nad temi znaki Nazca smo naredili z avionom, pa spet svojim avtom nadaljevali, tako da v bistvu mi nismo vzeli nobenega notranjega leta in smo ves čas potovali izključno in samo z avtom, smo pa potem naprej v Bolivijo seveda odleteli. Se pravi, če te prav razumem, najdražji del glede vseh teh prevozov je v bistvu letalo, če tako rečeva, ne? Ja, letalo je vedno najdražje, sicer za nas je zdaj mala specifika, ne? Mi živimo v El Salvadorju, ki je samo 4 ure leta oddaljen od Lime, tako da naše karte so bile v bistvu okrog 400 evrov, zelo ugodne, verjetno je to bila tudi dodatna motivacija, da smo v tem času šli v Peru. Jure, kot sem omenila, je pa priletel sam iz Ljubljane, ko si star 15 let, ne rabiš več dobenega spremstva in njegova karta je pa bila okrog 1200 evrov povratna. Tako da let je ponavadi najdražji, pa seveda, če vzameš ti za 3 tedne 7-sedežni avto oziroma kombi,
ta kombi bi nanesel nekaj čez 2000 evrov, ker so nam pa seveda to stornirali in nam ponudili manjši avto, je potem ta strošek padel na 1620 evrov za v bistvu ves čas potovanja. Ne. Tako da ta dva stroška sta nekako največja. No. Ok, skozi omenjaš avto pa kombi. Zakaj je vam avto taka najboljša izbira? Recimo, zakaj se odločite za avto vedno? Jo, jaz to res vedno forsiram avto. Meni je avto, mislim, mi bi lahko Peru prepotovali dobesedno 30% ceneje, če bi šli z krasnimi avtobusnimi povezavami, ki so prav narejene tam za turiste. Ampak da razložim. Prvič imam jaz v avtu celi moj hotel. Tam imam prigrizke, tam imam tablete, tam imam vodo, tam imam vrečke za bruhat, tam imam knjigice za otroke, tam so pobarvanke, tam so družabne igre, tam je koca, tam je pojšter, pod zici dodatni pojšter, koca, čevlji. Ful lepo vse razporejeno. Potem mi se vozimo, jaz vidim, glej to, alpake ob cesti, otroci se derejo, oči ustavi. Mi ustavimo avto, skočimo ven, slikamo. Jaz imam tudi blok, imam popotniški blok. Jaz mislim, da sem tako svobodna z avtom, kjerkoli se ustavimo. Se peljemo, pa vidimo neko tablo, termalni vrelci. Jaz hitro poguglam, če je internet, odprem Moj Lonely Planet. Tu je ful dober termalni vrelec, se lahko gremo skopati, koliko je ura, imamo čas, zavij desno polde, evo, 15 minut kasneje smo že v termalnem vrelcu. Tega ne moreš z dobenim organiziranim prevozom, doben avtobus ne bo ustavil. Potem Jaška lulat, on je mali, on to nič ne pove pravočasno, on bi lulal zdaj. Zdaj, če smo mi v avtu, se ustavimo, čim je možnost, pa tudi še enkrat povem po domače. Imamo vedno eno steklenico, plastenko, ko je sila, se ne da ustaviti, smo v neki koloni. Jaško lula v plastenko, ki si lahko jaz to privoščim na nekem javnem avtobusu ali ne vem kje. Ne? Je enemu slabo, bi šel malo na zrak. Mislim, svoboda, ki ti jo daje avto, je zame potujoč hotel. Ustavimo se, kjer želimo in ga ni čez avto. Zame je to pač number one. Ok, razumem. Kaj pa prenočišča? Kako ste se tega lotili, kako ste načrtovali, kje ste recimo bukirali, kakšne so cene, kak je dostopnost vsega tega, pa na vse zadnje tudi kakšna je urejenost? Nočitve so absolutno presenetile. Čisto vse od prve pa do zadnje nočitve smo bukirali preko Bookinga. Ravno sem končala tudi potopisni članek, kjer bom navedla vse linke teh nočitev, ker mislim, da ali so vse nočitve v Peruju tako fantastične, ali smo pa imeli mi res srečno roko pri izbiri. Midva sva sama, tudi booking hosta, pa vem, kako pogledaš priporočila, mnenje gostov, to je najbolj pomembno. In mnenje gostov je tisto, ki tudi pol da kredibilnost sami nastanitvi in to vedno dobro prečekirava. Se pravi, nočitve so po mojem precej ugodne, med 140 pa $250 za 2 sobi na noč, ker nas je bilo 6, mi smo vedno vzeli 2 sobi, niti enkrat nismo vzeli ene, se pravi, 2 sobi ponavadi smo imeli tako 8 ležišč, 4-4, zelo na komod. Vedno je v Peruju, za razliko od recimo tega dela sveta, kjer smo zdaj mi, v El Salvadorju ni zajtrk nikoli vključen v ceno, recimo v Avstraliji pa v Peruju pa vedno. Brez izjeme, bogat, okusen zajtrk, kar nam veliko pomeni, ker je toliko otrok, da ne rabimo že takoj, ko oči odpremo, že laufati nekam iskati hrane. Ne? Tako da med 140 pa $220, govorimo torej med 120 in 200 evri za 6 ljudi za zajtrkom, za tako razkošno, prostorno, nikjer se nismo tiščali, to je soba, ki ima 20, 25, tudi do 40 kvadratov, ponavadi z lepim vrtom in ponavadi na vrtu lame in alpake se meni zdi top. Tako da nočitve so pač en velik užitek v Peruju. Koliko časa pa bi recimo ti ocenila, da rabiš za ogled tega dela sveta? Glede na to, da smo mi videli po mojem vse od ta glavnih stvari, razen namerno nismo šli v Amazonko,
ker načrtujemo v letu 2026 Urugvaj, Paragvaj, Brazilija, kjer se bomo bolj potopili v pravo Amazonko. Zdaj nismo rinili tja in smo raje še več časa posvetili temu osrednjemu ali pa najbolj vrhunskemu delu Peruja. Tako da čisto vse vidiš v normalnem tempu, brez divjanja, v 2 tednih. Ker so pa kraji tako čudoviti, ker je taka prijetnost, taka umirjenost na tej destinaciji, nobene hektike, ker je samo sedeti v tisti viseči mreži in gledati lame 1 meter od tebe in zadaj Ande z belimi hribi, tako lepo, bi pa lahko človek ostal tam nekje do 5 tednov in naredil recimo več trekkingov, šel na te nacionalne parke peš, ne samo na končno lokacijo, ampak se več ur sprehodil recimo do končne destinacije, nekega ogleda. Več bi si želela pokušati hrane, ker je res čudovita, ker zgubljal bi se v teh kolonialnih mestih, tako da 2 tedna zagotavljam, da vidiš vse. Če pa lahko podaljšaš to na 3 ali do 5, se boš pa večkrat namakal v termalnih vrelcih, večkrat šel v savno, na masažo, užival v hrani in recimo te trekkinge doživel bolj mirno, kar smo mi mogli bolj odleteti skozi. Ok, če sem pravilno razumela, ste vi začeli v Limi. Kako se je tam v bistvu vse skupaj začelo? Ja, mi smo prileteli v Limo, se pravi za nas samo 4 ure leta, iz El Salvadorja, Jure pa iz Slovenije. Ves čas smo ga spremljali, se z njim slišali, ko je bil na letališču v Madridu in tako naprej. In Jure je pristal v bistvu samo 2 uri za nami, tako smo uspeli centrirati karte, ker smo mi šli vseeno na večerni let ob 10 zvečer v Salvadorju in potem leteli 4 ure in preden smo dobili prtljago, v bistvu otroci celo noč skoraj niso spali, smo mi že rezervirali Uber, preden smo odšli na pot in Uber je čakal, tako da sva se z Mihatom zmenila, da grem jaz z otroki in za vso prtljago kar v hotel, v center Lime, on pa počaka Jureta še 2 uri, pa preden dobi prtljago bo še 3 ure, da nismo vsi čakali, sem jaz dala že otroke spat, razpakirala, jih stuširala, oziroma so se stuširali in sem ravno zadremala, ko sem slišala, da je Jure prišel, oziroma ne, zmotila sem se, pardon, Gaja je počakala zraven, Gaja je želela pričakati Jureta, Jaša, Mija pa jaz smo pa šli v hotel, tako da ja, vse skupaj se je začelo pač v Limi kot glavno mesto. Kaj ne rečem, glavna mesta imajo seveda svoj čar za dan, 2. Zanimivo je, da leži ob puščavi in ob morju. Ko smo prišli, se je začelo daniti, ogromni valovi in zelo grda plaža, tako da jaz v tem morju ne vidim nič privlačnega. Zanimivo je, da v Limi
avstralskem svetu in to je Paracas. Paracas je eno tako mini mestece, polno ribiških ladij, stojnic, ker tja prihajajo turisti. V 6 minutah ga prevoziš in tam parkiraš avto in tam so te ladice parkirane, ki te peljejo na Islas Balestas. In to pa je lepo. Namreč ti otočki so taki, veš, kot da bi, ne vem, gledal na Hrvaškem goli otok, potem pa naenkrat ene špičaste, čudne skale potegnil ven. In ti otočki so polni morskih levov, pingvinov, tisoče ptic. Kar mi je bilo zanimivo je, da jih teh ptic, zdaj sem pozabila ime, teh ptic je toliko, da vrhove, ki so pa zanimivo, veš, na vrhu skal ni špica, ampak je vrh skale ravn, kot ena odsekana planota, se pravi, popolnoma sploščat vrh imajo te skale, se pravi, gor lahko hodiš, ker je ravno oko deska in tu gori tisoči in tisoči teh ptic kakajo. In ta kakec vsebuje toliko amonijaka, da je izredno strupen za dihati. In na 3 leta povabijo nekaj 100 ali pa nekaj tisoč, sem pozabila, domačinov in ljudi, ki so dobro plačani, ki s posebnimi maskami 3 dni čistijo ta kakec in ta kakec se prodaja kot najbolj vrhunsko gnojivo. Ljudje po 3 dneh morajo pa za 3 dni v bolnišnico, da jih zdravnik pregleda, če vseeno ni prišlo do amonijak zastrupitve. Tako da ful zanimivo in ko smo pluli z ladico na te otočke, to je recimo 3-urni izlet, tja pa nazaj, ne, in zraven angleško in špansko govoreč človek na ladji pač vse to razlaga. No, in je mimo nas plaval ogromen kit, točno ob ladji, tako smo se ustavili, slikali, dobesedno sem ga ujela v sliko na sredini, tik ob nas. Ne. Tako da čudovito. No in tam je tudi ena posebnost, veš, ena taka skala je in tam rečejo, da je en taki geoglif, ogromna skulptura v skali, Candelabro de Paracas se reče in nihče ne zna točno razložiti izvora, kako je to nastalo. Ene so verske teorije, druge so neke vesoljske teorije, ene, da so to stara ljudstva naredila pač luštno za videti. Tako da to je to, no. Ta puščava pa stik z oceanom, res zanimivo. Potem pa smo od tam naprej v bistvu vozili 12 ur naprej v naslednjo destinacijo. In potem ste šli naprej še v Nasko, ki je tudi še v puščavi, ne? Ja, v bistvu sva bila z Mihatom noro presenečena, ne spomnim se iz fotografij Peruja, da bi kdo toliko omenjal in objavljal recimo puščavo. Mi smo bili prve 3-4 dni v Dubaju. Ni bilo znaka o Peruju, ki ga jaz poznam iz slik in kartic, ne. Čista prava puščava in tudi ta naslednja destinacija, ki se mu reče v bistvu v smeri Naskaja, je še vedno puščava. Se pravi, sredi še enih 6-7 ur vožnje nižje, no, je ena oaza, Huačačin se reče. Gre pa v bistvu za majhno puščavsko mestece v Peruju, ki je zgrajeno okrog enega čudovitega naravnega jezera, ki ga pa okrog in okrog kilometre obdajajo peščene sipine. Pač točno to, kar vidiš, da ljudje počnejo v Jordaniji ali pa v Dubaju. Če bi te z letalom zaprtimi očmi spustila tam dol, pač ni teorije, da bi ugotovila, da si v Peruju, ker je čista arabski svet. Zdaj, tja ne gre toliko veliko turistov, ker je mogoče malo vseeno od roke, kot pravim, večina jih odleti v Cuscu, ampak je bilo vredno. V glavnem, to je prvič ni bilo dobene gužve, dobenih turistov, tam je 50 hiš pa 5 hotelov. To jezero naokrog, vse puščava, okrog jezera pa same palme. In kaj je fora tukaj? Da imajo ene take, veš, kot da bi bili eni tanki, so pa v bistvu taki bugi avti, se veš na pol odprti, pa z dobrimi pasi, da se fajn pritrdiš v avto in pripasaš. In mi smo šli čisto tako spontano, tam te že ustavijo, ko parkiraš avto, če biš se ti peljal s tem bugijom, ne?
In smo rekli, jo pogremo, ne, pač tak by the way, nismo vedeli, kako posebna atrakcija in doživetje je to. Plačali smo okrog $80 za nas 6 in nam dajo tiste rute, veš, da ti pesek ne nese v usta pa v oči. In mi se vsedemo na ta bugi, en potetoviran domačin, se fajn zaščiti z krpo, reče, ste ready, smo ready, majke mi. To je bila bolj adrenalinska vožnja, kot na vlaku smrti v Orlandu, prisežem. To je, on gre 100 na uro, dobesedno skoraj navpično v hrib po sipinah, gori avto obrne in greš vertikalno dol, če ne bi imel pasa, pač ni teorije, da v avtu ostaneš, res si pripasan tako kot v formuli, tako 5-točkovno, ali pa tako so dojenčki v vozičku, 5-točkovno si pripasan, ker je tako adrenalinska vožnja, da pač ne moreš verjeti. In potem te on odpelje čisto sredi sipin, ker ni nikogar, ne vidiš z svojim očesom nič razen sipin, in tam pa potegne iz prtlažnika dobesedno bord deske, te, ki so za bordati po snegu, ne, jih fajn namaže z neko kredo po zadnji strani, pogledaš dol in imaš tak 150-metrski spust v lukno po sipinah in to leti 100 na uro. In se vležeš gor, fajn zaščitiš oči in usta in se deskaš in snowboardaš po teh čudovitih sipinah. Potem smo pričakali tudi sončni zahod, pač vrhunsko. Mislim, da je to bil kar en highlight, otroci največkrat to omenijo, bil je tak adrenalin, tako lepo, da ni za povedati. Ampak še enkrat, če je nekdo že bil velikokrat v Dubaju pa to sprobal, se zelo daleč pelješ, da to doživiš, je pa pač ena taka posebnost. Ne? Potem smo pa šli naprej do Nazca, kar si omenila. Nazca je pa spet zelo odročna stvar. Miha si je želel to videti, ker pravi, da je kot mali fantek to nekaj veliko bral o tem. Gre pa za to, da so na tleh, naravnih tleh, na takem polpuščavskem pesku med hribi, narejene ene čudne skulpture, kot da so, a veš, iz kamnov naredili 2 kilometra velikega metulja. Ja, kdo je znal zložiti 2 kilometra velikega metulja iz tal, ne iz ptiče perspektive, da je vse v ravnih linijah, da je metulj perfektno izrisan. In še danes ne vejo pravega razloga. Eni pravijo, da vesoljci, drugi pravijo, da stara ljudstva, ki so imela bolj napredne metode za to postavljati, ko jih sploh danes poznamo. Ne? Ampak te linije so, te skulpture, ali kako bi rekla, dobesedno so kamni zloženi v obliki opice, kolibra, pajka in tako naprej. Ti ne moreš videti, če stojiš na tleh. Ne? Lahko greš tam na neki razgleden stolp, pa eno približno vidiš, ampak to ni primerljivo, kot če ti letiš z letalom nad vsem tem. No in mi smo vzeli to letalo, to je tudi eno od najdražjih stroškov na poti, preko 800 € nas je stalo privat letalo za 6 ljudi. Tam smo tudi ene Slovenci srečali, ki so čakali na vrsto za nami. In res vidiš vse te skulpture iz zraka, moram pa povedati, da smo bruhali ko vidre. Prva jaz, ko skoraj nikoli ne bruham, mislim Amerika, pol Jure, pol Jaša, tako da Miha je na koncu enih 8 litrov vrečk odnesel dol, ker smo tako bruhali, da ti ne znam povedati, tako zoprno šejka ta mali propeler, veš, tako tisto, ko prosti pad, ko zgubiš, sedeš pod ritjo, vum, pade dol, pa se dvigne gor, pa spet pade dol, pa tako smo bruhali, da je bilo neverjetno, no. Ampak je slabost pol takoj, ko smo izstopili v sekundi minna, smo dobili certifikat, da smo to preleteli in je bilo eno lepo doživetje. Tako da skrivnost, kaj točno oziroma kdo točno je pa te skulpture oziroma te like postavil po tleh, pa še vedno ostaja v bistvu uganka. No, jaz, ko sem videla te vaše posnetke, sem šla seveda tudi jaz googlati, kaj bi naj to bilo, tako da lahko vam povem, da ChatGPT pravi, da so te skulpture naredilo ljudstvo, ki se je imenovalo Nazca in da potem imajo tudi ime. Zdaj pa, če je to res ali ne, pa ne bo vedel nihče. Skratka, vi ste nadaljevali pot v Arequipo. Je tako? Ja, res, to, ko si rekla, Nazca, ne vemo, kdo je naredil, ne? Res neverjetno, ampak če so bili to Nazca frajeri, so bili ful frajeri. Res so znali delati nore stvari. Res je, pol je nas čakala še predzadnja 12-urna vožnja v kosu, samo lulat, postanek, nekaj popapcat pa naprej.
Tako da do Arequipe je bilo potem še 12 ur vožnje, v bistvu, ja, v kosu. Okay, kako pa to potem rešite z otroki, da niso čist nejevoljni, pa da ne norijo? Kako prenašajo te dolge poti v avtu? Ja, to me dosti krat kdo vpraša. Ful zanimivo. Jaz mislim, da taki so, drugič mislim, da so malo navajeni, drugič vejo, da če bi preveč težili, sva midva kar stroga starša in bi slišali svoje, bi pač mogli potrpeti, ampak ne pride več do tega. Zakaj? Ne vem, najbrž takšni so, pa sigurno noro pomaga, da je zraven tudi Jure, ker so ga, mi zdaj živimo ločeno, toliko so en drugega željni, toliko so dobri prijatelji, toliko ima lep odnos, da je zmanjkalo časa, ko je bilo treba parkirati, mi nismo dokončali, ne? Pa tudi, kaj jaz vem, verjetno toliko let potovanj mojega pakiranja, pisanja na listke, Gaja, spakiraj, enkrat karte, enkrat človek ne jezi, enkrat to, enkrat ono, ne? Da zdaj si res kvalitetno vzamejo zraven svoje stvari. Gaja si vzame še eno punčko, pa jo oblači. Mija na tablici ure in ure bere knjige. Ali pa spi. Ona lahko spi 8 ur v kosu. Jaša z Juretom non-stop nekaj prčka. Pa rišeta, pa se hecata, pa se režita, pa vice pokata, pa nekaj bereta, pa nekaj rišeta. Mislim, pač mine. Malo so taki otroci, malo vejo, da oči dosti krat poudari, vožnja ni hec, všeč ali ne všeč, morate dati mir, se pravi, ne morejo skakati naprej, ga rukati, se dreti in tako naprej, ne morejo hrupa povzročati, ker pač so življenja vseh nas v rokah voznika in tako naprej. In moram reči, da nikoli to ni sploh debata. Sploh ni debata, plus da imajo pojštre, koce, mogoče zelo neodgovorno, ampak jaz povem, tako je. Tam se vozi 50-60 na uro, jaz dovolim, da si dajo na tla, se pravi na tla, ker so noge blazine in pojšter in se tisti, ki gre spat, vleže. Vem, če se zaletimo, smo hin, ampak dovolim, zato ker enostavno se toliko počasi premikamo, da tudi mislim, da če bi do česa prišlo, ne more, pač otrok 12 ur sedeti ravno, zapasan pa ne more. In te male prekrške delamo, priznam, delamo, pa smo drugače vedno prepasani na avtocestah, povsod, ko pa je po neki taki samotni vožnji, mislim cesti, ko ni nikjer nikogar. Enega avta ne srečaš 10 ur, lame tam, pa puščava tam, ko se vozimo pač 10 ur v eno, pa dovolim. In ni nikoli težava. Ok. Zdaj je prišla na vrsto Arequipa. Kako zgleda, zdaj ste se že tudi malo dvignili, ne? Predvsem me zanima, vem, da se je Miha zelo bal te višinske bolezni. Kako je s tem? Je res, da je to tako velik problem in da lahko resno zboliš zaradi tega? Ja, resno, lahko. Najprej Arequipa je ena taka najlepše mesto Peruja, taka lepotica, elegantna, zato, ker leži med v bistvu, mislim, da 3 ali 4 vulkani in vse okrog je vulkansko, vsi toti hribčki imajo malo bele kapice, vulkani, veš, kakšne barve so, te naravno, rjavo, zelenkaste, take. Arequipa je pa belo mesto. A si lahko predstavljaš belo mesto, kot da si v, ne vem, Santoriniju, pa daš stran modre strehe pa polkne. Belo mesto. Namreč to belo mesto je zato, ker ga obkrožajo ti vulkani, zgrajeno iz vulkanskega kamna silarja, ki je popolnoma bel. In ima še, zraven vsega tega, da je čist belo, ima res noro lepo ohranjeno kolonialno arhitekturo. V sredini mesta leži samostan Santa Catalina, ki je kot eno malo mesto, ki rabiš 4-5 ur, da ga prehodiš, in si je to treba nujno pogledati, ker si kot v starih časih polno rož, starih posod iz gline, pol ena fake nuna, ki pri ognjišču moli, pa spet druga soba z takimi stropovi in barvami, da pač samo šetanje po samostanu, mislim, otroci so zavandrali po 3 ure noter, te veš, kak je fascinantno za fotografije, mislim, ravno sem rekla, če bi lahko imela kakšen fotoshooting, bi ga mogla imeti v tem samostanu.
Kar se pa tiče višine, je pa to res poglavje zase in ni za zanemariti informacij, ki jih bom povedala, če se mogoče v te kraje odpravljate. Namreč, jaz o tej višini nisem nič kar razmišljala. Mislim, da se premalo poudarja, ko bereš Lonely Planet ali pa ko bereš neke bloge o Peruju. Premalo. Namreč, avgusta poleti, veš, ko smo bili v Sloveniji, sem jaz avgusta šla na kosilo z najnim prijateljem Alešem, ki je par dni pred najnim srečanjem prišel iz Peruja s svojo ženo in mislim, da 15 ali pa 14-letnim sinom. In on mi je dal misliti, ker oni so pa mogli potovanje prekiniti. Sin je obtičal nekaj dni v bolnici, s tem so izgubili tudi let, svojo povratno letalsko karto in tako naprej. In je bilo stanje sila resno. Se pravi, zadržali so ga v bolnici, niso mogli nadaljevati poti, niso mogli odleteti domov, kot je bilo predvideno in tako naprej. In v res najslabših primerih seveda lahko pride tudi do smrti. Tako da ta višina sploh ni zanemarljiva. Zdaj pa, Arequipa leži na višini 2300 metrov. Ne? Prej, vse, kar je bilo do sedaj, sem omenjala, da je puščava, videli ste pa na sliki, da je puščava ob morju. Morje ima nadmorsko višino nič. Se pravi, ves čas od Lime pa do sem smo bili mi ob morju in na nadmorski višini nič. Ko se približuješ Arequipi, se začneš vzpenjati in prideš na višino 2300 metrov, kar je malo več od Triglava. In to je krasno, da se telo začne naravno navajati na višino. Večini ljudi, ali pa rečemo 99% zdravih ljudi, 2300 metrov ne predstavlja resne težave. Bolj si utrujen, bolj si zaspan, ful nimaš sape, ko hodiš v hrib, pa v breg, pa po stopnicah, si zadihan, kot da si maraton pretekel. Ne? In če tu začneš upoštevati navodila, bi moralo iti gladko, ampak jih moraš resno upoštevati. Alarm v telefon, vsakih 6 ur, ne vsakih 7, vsakih 8, vsakih 9, vsakih 6 ur natančno vzameš, sem si tu pripravila, slikico, poglej. To so 3 najbolj razširjene tablete, ki jih v Peruju prodajajo. Mogoče jih lahko kupiš tudi v Evropi, ampak nobene potrebe. Ko prideš v Limo, ko prideš v Arequipo, kjerkoli, vsaki lekarni za par dolarjev prodajajo torej najbolj znane Saroči Pills, to so te spodne, ali pa Diamox ali pa Alti-Vital Essential. No, to so 3 tablete. Ampak pazi zdaj to. Nam so vsi priporočili, naj vzamemo te spodne, Saroči Pills. Hvala Bogu, veš kak sem jaz bi to že začela jesti, ne? Dobro, da imamo Miha, tako včasih tudi navodila prebere, ker jaz bi šla kar naprej. V glavnem in jih začela jemati, Miha je pa navodila zelo dobro prebral. Kaj je fora? Te Saroči Pills imajo noter ogromno aspirina, pa kaj zvem česa še, stvari, ki jih recimo konkretno Miha nikakor ne sme jemati. Zakaj ne? On jemlje tablete za te, za rečenje krvi in aspirin in ta ostala sredstva, ki so v teh tabletah, bi njega spravila lahko tudi v grob, ker če se bi samo kje ruknil, bi izkrvavel. Ne? Tako da te Saroči Pills so izjemno agresivne, ampak za zdravega človeka brez pridruženih bolezni ali drugih terapij so super. Mi smo se pa odločili za ta Alti-Vital Essential, ki so pa narejene iz samih rastlinic in rožic. Mislim, da so manj efektivne, ker so čist naravne, manj škodljive telesu, ampak mogoče tudi malo manj učinkovite. Malenkost, pikico manj. Tako da, če ti nič ni, pa si zdrav, bi vseeno priporočala Saroči Pills. Mi smo pa imeli te druge. In na 6 ur vsi otroci 1, odrasli 2. Jure tudi že 2, ker je 15. Ta mali 3 1 tableto na 6 ur do konca višine. In pa veliko pit, če se le da več vode kot ponavadi, pa še nekaj povsod prodajajo, vsaki gostilni je na meniju, vsaki trafiki vidiš, prodajajo kokin čaj, torej iz kokinih listov čaj in pa kokine bombone. Se pravi, te bombone sem tudi kupila in res zadanejo, Manja, to tebi prinesem.
To je naravna substanca, izjemno zdrava. Taki črni so, črni kot oglje, dobrega okusa, naravno zeliščnega. V glavnem, to je, kot da bi spil 5 kav. Misli so ti frišne. Voziš lahko 12 ur v eno. Tako da razumem, zakaj eni posegajo po čem drugem, ampak to res deluje. To so naravni kokini bomboni, ki jih kupiš v vsaki trafiki, legalni, komot smo jih prinesli v Salvador, ker veste, da so zelo nadzorujejo droge. To ni droga, to je naravni izvleček iz kokinih listov, ki je izjemno zdravilen in ta stvar te zelo oživi, zelo imaš bistre misli, zelo si fokusiran, manjšo potrebo po spanju, zelo dobro se počutiš in to je najboljša naravna borba proti višini. Moreš jesti te bombone, ko si v Peruju, nimaš izbire, ker je prehuda višinska razlika, kar bom povedala v nadaljevanju. Se pravi, kaj se je pa zgodilo potem, ne? Se pravi, ti si na 2300 metrov, oziroma 2000, koliko sem rekla, 2300, približno 2330 Arequipe. Potem smo pa mi pot nadaljevali čez Agua de Blanca, ki je 3800, in smo planirali tako, da vmes še enkrat prenočimo 2 noči, da se telo adaptira. Tako da mi smo šli v kraj Chivaj, ki je središče Colca Canyon. To zelo redko turisti grejo, pa je meni bil skoraj highlight. Chivaj je malo mestece, z malo turisti, 6 ulic, hrana ne znam opisati, lame, alpake se prosto sprehajajo v mestu, ženske v barvnih oblačilih nosijo otroke v korpah, mislim, kot da si šel v preteklost. In ta Chivaj je v bistvu izhodišče, 20 minut iz mesta se pelješ, se pa začne Colca Canyon. To je pa najglobji kanjon na svetu. Ljudje laufajo množično gledati Grand Canyon v Ameriko. Sem ga videla, lep, vredno obiska. Ampak Colca Canyon je Grand Canyon krat 3. To je neprimerljiva lepota, to je ne znam razložiti. 2-krat globje od Grand Canyona in tam, prvič dobenih turistov, in tam živi ptič kondor, ki je največji ptič oziroma največji razpon kril na svetu, več kot 3 metre, in to tam vidiš. Tako da lame, alpake, polja, tu se prideluje več kot 3000 vrst krompirja in ne vem koliko stročnic in žit. In iz tega znajo skuhati take jedi, brezmesne, da pač ne znam prehvaliti. Ne. Pač to, pa še nekaj, okrog kanjona Colca so vulkani in je ogromno naravnih termalnih vrelcev, vroče termalne zdravilne vode. Ven pride 100 stopinj vroča, jo nalijejo v bazene, kar naravno vidiš, kako voda teče, z nje vse pari, bo kvari, da padeš noter, morate paziti otroke, če greste, in potem čakajo celo noč, da se ta voda shladi na 50, 35, dolivajo mrzlo vodo in imaš različno tople te naravne bazene, plačaš $3 in se tam kopaš, gledaš pa na reko, ki se v tem kanjonu Colca zliva in gledaš te gore in kanjon okrog sebe. Mislim, čudovito. Ne samo, da je ta kraj tako poseben in vreden obiska, ampak ti je tudi v smislu višinske razlike čudovita postaja, ker nekako si se iz Arequipe, belega mesta, ne, ki je na 3000, si se zdaj, ne, koliko sem rekla že, ki je na 2800, si se zdaj premaknil na 3800, za 1000 metrov si se samo dvignil in se telo adaptira zdaj še tukaj, preden greš še v hujšo višino. Tako da to je recimo zgodba z višino. No. Ok, a ste vi že imeli tukaj kak izziv z višino? Ne. Se pravi, tu smo prvič, kot sem rekla, se počasi vzpenjali, ne, iz 2800 na 3800, vse posod smo bili 2-3 dni. Zelo veliko smo pili kokinega čaja, sploh Jure se zaljubil v ta okus čaja, midva tudi. Jaša je bolj bombone lizal in pa jemali smo tablete na 6 ur. Tu ni bilo dobenega znaka. Ok, in potem ste svojo pot nadaljevali proti jezerom Titicaca. Tako.
tukaj pa nastane največji izziv. Namreč iz tega Čivaja, ki sem rekla, da je lepa mala vasica in je izhodišče na kanjon Kolka, ki je 2-krat globji od Grand Canyona, ne, se v bistvu ti voziš enih 7-8 ur do jezera Titicacca. Ampak ta 7-8 urna vožnja je sestavljena iz prečkanja prelaza Abra Patapamba, ki je na 4920 metrov višine. In ti si približno 3 ure na 4920 metrov višine. A me slišiš? To je več kot polovica najvišje gore na svetu. Krepko več kot polovica. In potem se počasi po 4-5 urah na tej višini začneš spuščati v Puno, ki je pa na 3860 metrov višine. Ampak tvoje telo ni tako, da reče, konec je višine, ne? Tvoje telo tako pospešeno začne ustvarjati krvničke in tako naprej, da vseeno mu postane slabo in recimo tukaj se je začela Mija zelo slabo počutiti. Na tej poti iz Čivaja do Puna je po mojem 5-6-7 krat bruhala, bolela jo je glava in zelo jo je bolel želodec, kot neki krč v želodcu. Ful se je slabo počutila, samo je ležala, jamrala, mami, boli trebuh, boli trebuh. Potem tik preden smo prišli v Puno, je Jaša začel bruhati in valjda čisto jasno nama je bilo, da je to od višinske bolezni, ne? Kljub vsem preventivnim stvarem, ki smo jih naredili. Tako da, ko smo prišli v Puno, pozno popoldne, mi smo bili sestradano lačni, je Mija rekla, mami, pustite me v avto, jaz hočem spat. Avto smo parkirali na en varovan parking in smo šli 1 uro pogledati to mesto Puno, lepo, ampak nič posebnega. Smo videli vse, kar je bilo za videti in smo šli v restauracijo. Jaša je na poti po tem mestu za vsaki grm bruhal, ampak se je obrisal, pa rekel, sem že v redu, mami, in je šel dalje. Jaška recimo dosti manj položilo, je bruhal, pa šel dalje, pa je bruhal, pa je šel dalje. In ko smo prišli v gostilno, je imel normalen apetit, on je pojedel kosilo. Mi smo nesli kosilo v avto, ampak ni hotla in potem sem rekla, čakaj, zdaj pa punca že 20 ur nič ni jedla, ne. Ji tudi težko dam kakšne tablete, ker na prazen želodec pa vse bo zbruhala. In smo na parkirišču tega gospoda vprašali, če je kje bolnica. In je rekel, lej tam, sosedna ulica za Bogalom, dobesedno minuta do bolnice, smo imeli mi parkiran avto in smo se kar sprehodili do bolnice, super prijazen, angleško govoreč, mlad zdravnik, je rekel, to ni nič, jaz imam 20 turistov na dan, ti se vsedi na ta stol, ti se vsedi na oni stol, gospod, še vam bomo saturacijo zmerili, tako da je, veš, vsem je dal tisti tipalo na prst, ne, vsem nam. Jaz sem bila super, 92, Jure je bil super, Gaja je bila super, Miha je imel nizko
kmetijstvom pa živinorejo, ampak za svojo močjo so jih Inki izgnali in Urusi so v bistvu morali poiskati način, kako preživeti brez lastne zemlje, ker so bili izgnani. No in namesto, da bi se uprli in borili in tudi verjetno izgubili, so se Urusi odločili za nekaj genialnega. Umaknili so se na jezero in si zgradili plavajoče otoke, kjer še danes živijo. In s tem so se dobesedno izognili inkovski oblasti in ki jih niso mogli ne zasužniti, ne pregnati, ker niso živeli na trdni zemlji. Po tisti njihovi pravni ureditvi niso ničesar kršili in so jih Inki tam pustili vse do danes. Tako da otroci hodijo v šolo s čolni iz trstike, vse diši po soncu, vodi, preprostosti in enem takem univerzalnem življenju, ki ga je res čarobno doživeti in v bistvu živeti z njimi. Mi smo živeli v plavajočem hotelu, ki ga upravlja prava Uros družina. Tako da čudovito, tudi oprema tega plavajočega hotela, kjer smo spali, je vrhunska. Zelo, zelo se tukaj ohladi, temperatura po noči je bila 0. Imajo tiste, tako v Ljubljani, veš, ko ti dajo po zimi v lokalih, tisti grelec velik, te grelce imajo v sobah, super so nam zakurili. Hrano je naredila prava Uros gospodinja, hrana je bila vrhunska. Zraven so nam pokazali, kako pletejo razne šale, ogrinjala, koce, barvno so oblečeni, pač ne znam opisati izkušnje in čarobnosti tega doživetja. Wow, ja, se spomnim slik in mislim, da ob tem, kar nam sedaj tu kažeš, bodo vsi gledalci razumeli tudi tvojo euforijo in navdušenje, ker je res posebno in noro lepo in pa predvsem noro pisano. Ok, in potem ste pot nadaljevali proti Cuscu, prestolnici Inkov. Ja, Cusco je v bistvu pravijo srce Peruja. Tudi, kot sem rekla, skoraj ni turista, ki v Cuscu ne odleti, ponavadi kar iz Lime. Mnogi spustijo vse ostalo, kar sem povedala prej. Drugače pa Cuscu leži med gorami, na vsakem koraku res čutiš zgodovino, ker si ko v enem filmu Lord of the Rings, neki zadnji daleč nazaj v zgodovini. Ulice, kolonialne hiše, vse to se nekako prepleta s temi še vedno originalnimi inkovskimi zidovi. Res čutiš, da so ohranili kulturo, nič ni modernizirano, prirejeno. Tako da res v Cuscu je vzdušje posebno, polno popotnikov, barvitih tržnic, vonja po kakavu in ogromno glasbe. Ampak da sem zelo realna pa odkrita, Cuscu je za videti en dan, ni pa bil naš highlight, ker je preveč turističen. Pač zelo je skomercializirano, vsi letajo za tabo, plešajo ko vrabčki za turiste, cene so višje, preveč kaosa, vidiš, da je narejeno za turiste. Posilni so, samo tukaj te vlečejo za rokav, pet na ta pa na oni izlet. Tudi gostilni vidiš, da plešajo pa igrajo za turiste, cene so navite, lepo, mesto, arhitektura. Če vstaneš ob 5, pa se sprehodiš čez mesto, preden pride masa turistov, pol je to. Če pa greš tja, ko je vsa ta vrvež, pa se ti zdi tako umetno. Tako da ni mi bil Cusco highlight, je pa vredno obiska. Predvsem pa ga v bistvu ne moreš izpustiti, ker je Cusco v bistvu izhodišče na Machu Picchu in skoraj nimaš druge izbire. Ok, in kako bi pravzaprav opisala ta Sacred Valley? Kaj to pravzaprav je? Ja, zanimivo vprašanje. Sem si pripravila eno slikco tudi na to temo. Ne vem, če se dovolj dobro vidi, upam, da se, ker je to ena taka zanimiva zgodba. Namreč, če pogledamo to sliko, ki je tudi povsod dobiš, to je ena velika dolina, če si predstavljate, in se ji reče Sveta dolina Inkov. Tukaj je zemlja med vsemi vulkani izjemno rodovitna in teče noter reka, zato so se Inki tukaj naselili in še danes to velja za največjo pridelovalnico zelenjave in pridelkov
danes. Se pravi, Cusco je tukaj. Če si zdaj predstavljate, je to ena dolina. Mogoče celo boljše pokažem na tejle sliki. Namreč to je ta dolina in Cusco leži tukaj. Potem pa je končna postaja za Machu Picchu, kjer te čaka vlak, tukaj, v mestu Ollantaytambo. Ti pa lahko narediš krog po Sveti dolini po tej strani ali pa po tej strani. In recimo ta vožnja je 50 minut, pa od tu do tu je še 60 minut, pa od tu do tu je še 40 minut, pa od tu do tu je 45 minut, pa tu je 20 minut. In vse te točke, ki jih vidite, so res vredne ogledov in postankov. Zakaj? Tukaj vidiš recimo tele soline, kjer še danes pridelujejo sol na fascinanten način. Potem vidiš njihove terasaste plantaže, ker Inki so testirali, kako uspešno določena rastlina raste na različni višini in so naredili terase. Pol razne ruševine, soline, kot sem rekla, čudovite restauracije vmes, se pravi, to je ena velika dolina, kjer se splača 2-krat ali pa 3-krat prespati. Najboljše, da se seliš, začneš v Cuscu, ga pogledaš, potem greš narediti ta izlet, pa tu spiš, pa drugi dan ta izlet, pa tu spiš in zadnji dan se premakneš do konca Svete doline v mestu Ollantaytambo, kjer te tudi čaka vlak za Machu Picchu. Se pravi, to je Sveta dolina in Cusco je v bistvu največje mesto ali pa, ne vem, kako bi rekla, vhodna točka te Svete doline, ne? In to je tudi bilo najbolj ploden del celega Inkovskega cesarstva. Verjetno je razlog, da so tudi tu v bližini naredili Machu Picchu, ne? Tu je ogromno teh arheoloških najdišč, se pravi Pikas, kot sem rekla, tržnica oziroma terase, potem samo mesto Ollantaytambo, odkoder odpelje vlak na Machu Picchu, je tudi staro inkovsko mesto z še popolnoma ohranjeno trdnjavo in tako naprej. Nastanitve, ki jih imajo v teh malih krajih in so vse na bookingih, so vrhunske. Govorimo o finkah, o kmetijah, takih razkošnih kmetijah na nekaj hektarjih, kjer imaš neskončno vrta in poli in kjer se pasejo njihove lame in alpake in kjer ti pripravljajo v nastanitvi domačo hrano in ob dan si z zgorami, kot da bi spal, rečemo, veste kje, na Triglavskem jezeru. Evo, tak zgleda. Tak zeleno, tak fluorescentno zeleno. Ko pogledaš v zrak, vidiš same Ande z belimi kapicami in nora pokrajina not in tu not so skrite take draguljaste nastanitve, pristne, lesene, ampak čiste in luksuzne. Večinoma imajo savne, džakuzije, na prostem ti zvečer zakurijo ogenj. Vsi ti imajo doma na svojih vrtovih alpake pa lame, ki se ti zjutraj pridajo pocartati na ročje. Pač tudi ta cela Sveta dolina je bil en velik highlight, no? En tak presežek. Samo res, o hrani nisva še nič pravzaprav posebej rekli, ok, omenila si, da je bilo ful dobro, ampak daj nam povej kaj več. Ja, nisva veliko rekli, čeprav sem že ful omenjala, da je hrana pač presežek. Ne vem, kako naj opišem. Gre za tako eksplozijo novih okusov. Sestavine po večini poznamo, ampak pripravljene so čisto na drugačen način. Pač pozna se, da je tu združena hrana Andov, Amazonije pa obale Pacifika, ne? Se pravi, vse skupaj je povezano v eno tako kulinarično zgodbo, no? Na krožniku srečaš, ne vem, kako bi rekla, staro indovsko tradicijo, pa evropsko, afriško, azijski vpliv, ne? Ne vem, imaš v enem dnevu lahko suši z andovskim pridihom, pa riž s kitajsko omako, pa morsko hrano s tropskim sadjem, pa krompir na 100 načinov. Kot sem rekla, v Peruju gojijo 3000 vrst krompirja.
In tudi tisti, ko nismo ljubitelji mesa, tako kot jaz, je toliko enih žit, stročnic, drugače pripravljenih omak, nekih čudnih gob, ki so noro okusne. Kvinoja, nisem si mislila, kaj lahko ti s kvinoje narediš. Mislim, take juhe, povsod so juhe na meniju, vsak dan sem jedla za predet juho. Mislim, juha z sladko smetano, juha z kvinoje, fižoli, pa ne vem koliko vrst krompirja, mislim, noro. Potem vino, ne? Peruvijansko vino je eno najboljših vin na svetu, potem ceviče, sveža riba, marinirana v limeti, čebuli, čiliju, koriandru, ne vem, pač. Potem lomo saltado, recimo je pražena govedina s čebulo, pa redižnikom, krompirjem, pa rižem. Potem čoklo, kvinoja pa ahi, recimo koruza, kvinoja, čili. To so svete sestavine andov, recimo. Potem ahi de gallina, piščanec v kremni, rumeni omaki s čilijem in orehi. Potem pisco sour, recimo, je nacionalna pijača iz grozdnega žganja, pa limetinega soka, sladkorja, beljaka, pa mislim, da še kanča angustore se dodaja. Potem, mislim, noro, no, pač, potem se je baby alpaka, ki je čudovito sočno meso, potem lama, potem kuj. Kuj je morski prašiček, to je edino, kar nismo probali, ampak je na vsakem meniju, ne. Pač peruvijanska hrana je taka barvita, polna začimb, kontrastov, kislo, slano, pekoče, sladko, vse v enem samem grižljaju, vse ti nekako se mi zdi, da prepleteno. Tako da znano je, da je Peru gastronomska velesila Latinske Amerike večkrat razglašena za najboljšo kulinarično destinacijo na svetu. Tako da to res je vrhunska hrana, no. Že samo hrana je razlog za obisk. Njami. Ok, greva torej proti koncu vašega potovanja, čeprav bi jaz lahko še kar par dni klepetala tukaj s tabo, tako da po koncu najinega snemanja te definitivno pokličem, zaradi tega, ker mislim, da ti bom postavila še par podvprašanj, ki si mi jih zamolčala medtem, ko si mi pošiljala vse slike in videe medtem, ko ste bili na poti. Se pravi, zadnja prostaja v Secret Valley si rekla, da je Ollantaytambo. Ja, torej, potem, ko smo 3 dni krožili po tej čudoviti dolini in res spali v čudoviti nastanitvi, mi nismo menjali nastanitve, ker se nam je 45 minut levo, pa 45 minut desno, pa 50 južno, zdele premale razdalje, da bi menjavali, pakirali kufre in imeli smo tak vrhunsko nastanitev, da nismo hoteli menjati. Tako da res pokukajte na članek na spletni strani toomanyforgranny.com, kjer bom vse linke do vseh nastanitev delila in pripisala natančne cene. Potem smo se pripeljali do tega inkovskega mesta za obzidjem. Ja, tako si rekla, se pravi, mi smo se potem z avtom pripeljali do zadnjega mesta v Sveti dolini, Ollantaytambo, in v tem mestu je veliko parkirišče, ker tukaj vsi pridejo na vlak. Naš vlak je bil ob 5 pa 5 zjutraj, tako da smo to noč ob 3 stali, 1 uro smo se vozili in da smo bili res pravočasni, ker vlak ne čaka, ne, pa zelo drag je bil. Tako da tu je še ena od tistih razlogov, da take drage pakete 600, 700, 800 evrov, kot so bile te vlak karte in tudi stopnina za Machu Picchu, zavaruješ pri Triglavu, da v primeru, da se kaj zaplete, ne ujameš vlaka, si zbolel, počla guma, dobiš ta strošek povrnjen. Torej, ko smo prišli do Ollantaytambo, smo na parkirišču pustili avto in šli cirka 10 minut peš. Karte za Machu Picchu smo imeli že kupljene, sprintane vstopnice in so nas kar spustili naprej. Samo mestece je tako polno tlakovanih ulic, hiše z kamna, tržnice, nasmejani domačini, sicer iskreno zelo turistično, vsi nekaj prodajajo, ne? In potem smo prišli na vlak, tisti ljudje tam te usmerijo, pogledajo karto, v kateri vagon moraš iti, in vlak je bil pač svoja dogodivščina. Čudovita dogodivščina, imeli smo razkošne sedeže, ponudili so ti pijačo, prigrizek, in ti se v bistvu pelješ med temi gorami, je pa strop v vlaku steklen in levo, desno vsa okna v steklu, tako da dobesedno gledaš vrhove Andov, ko se skozi voziš, ne, in je pač vrhunsko. Slabi 2 uri ta vožnja traja in potem prideš na končno postajo, izstopiš in greš 15 metrov do organiziranih avtobusov,
ki te popeljejo še 40 minut gor, v bistvu do vhoda v Machu Picchu. Lahko pa izbereš tudi trekking opcijo, kjer ne vem, uro, dve ali pa daljša varianta 4 ure tudi hodiš do Machu Piccha. Mi smo šli z avtobusom kot večina in smo potem seveda prišli na Machu Picchu, ki je, poznate, gre za občutek, kot da si stopil v drugo dimenzijo. Pač kako so bili mogočni po znanju in moči, da so Inki toliko let nazaj, brez tehnologije, s takim spoštovanjem do narave zgradili to celo mesto. Noter so imeli in še vedno teče tekoča voda, sobe, mislim, vse premišljeno v nulo. In tam smo se izgubljali, ne vem, uro, dve, tri, 2 uri dobri, no. Potem pa smo v bistvu ugotovili, da vseeno v dobrih 2 urah cel Machu Picchu vidiš, doživiš, narediš 100 slik in 100 posnetkov in je to. Lepo in vredno obiska. Potem smo se pa takoj vrnili na avtobus in je bil prazen in smo bili takoj čez 40-45 minut nazaj v Ollantaytambo, kjer bi pa mi mogli naš vlak čakati skoraj 5 ur. Ne vem, predvideli smo, da bomo rabili cel dan za Machu Picchu, pa ni bilo gužve, hitri premiki, bili smo skoraj sami in smo bili ful hitreje nazaj, kot smo mislili. In pol bi mogli 5 ur čakati na povratni vlak, hkrati smo pa vedeli, da v tej dolini, Sveti dolini, je še nekaj točk, ki jih nismo videli, pa bi jih radi. In tu sem bila jaz malo znajdljiva, rekla sem, da ima hči še malo simptomov višinske bolezni in so rekli, da brez problema zamenjajo karte vlaka, ampak če nas ne moti, bomo šli 2 nivoja višji vlak, čez 10 minut odpelje. Sem rekla, v redu. Potem smo pa prišli na vlak, ki bi stal ne vem koliko prek Jurja, so nas upgradali in nam dali takoj drugi vlak, ki je že čez 10 minut odpeljal namesto čez 5 ur. In ta vlak je imel pa noter živo glasbo, razkošnejšo pijačo in hrano, mislim, vrhunsko, in smo plesali na vlaku, primajo te za roke, živa glasba, ansambl in smo plesali, mislim, čudovito. Se vidi tukaj iz teh fotk in iz teh posnetkov, da je to bilo res pač noro doživetje. Ja, super, res zveni kot prava avantura. Kaj pa bi svetovala družinam z otroki? Je Peru primeren tudi za njih? Absolutno menim, da je za otroke. Edino, kar ne vem in se nisem pozanimala, je, če je za majhne otroke, govorim dojenček, 1-letnik, 2-letnik, ne vem, kako višinska razlika vpliva na tak male otroke, glede na to, da verjetno ne morejo lizati kokinih bombonov, ne morejo piti kokinega čaja in glede na to, da ne bojo hoteli jesti tablet, ne? Tako da to je nekaj, kar ne bi rada podala dobenega mnenja, ampak za otroke starejše od 7 let ali pa od 6 let, tako kot so naši, pa zagotavljam, da je Peru vrhunska destinacija. Otroci so prelupčkali, precartali, prenosili lame, alpake, mešalo se jim jih na tržnicah, vsem sošolcem so prinesli spominke, zdaj delajo potopisno predavanje. Potem ta vožnja z vlakom do Machu Picchu, pa sipine v Huačačin oazi, pa tisti boogieboardanje, pa snowboardanje, pa čoln na jezeru Titicacá, pa spanje na plavajočem otoku. Pač včasih sem kar favš otrokom mojim, kaj oni vse doživljajo, pa če se sploh zavedajo, kako bogato življenje imajo, kakšne izkušnje dobivajo, kar jaz kot otrok nisem mogla, recimo, ne. Tako da, absolutno Peru navduši, varna država, izjemno čista, ni smeti, varne, lepe, pregledne ceste, nismo imeli sekunde problema. Tako da, razen tega, da si res vzamete čas za aklimatizacijo, za počasno vzpenjanje na višino in da na vsaki višji postaji spite vsaj 1 noč, če se da pa 2, potem mislim, da drugih pomislekov ni. Pa še nekaj sem pozabila omeniti, v vseh lekarnah se kupijo male kisikove bombe. To je za enih 20 vdihov kisika, ampak to je že fajn imeti v avtu cel čas pri sebi, tako da Mija je potem še 1, 2, 3 dni po tisti obisku bolnice še dihala kisik. Ni to isto, kot če te priklopijo na ono pravo bombo v bolnici, ampak je boljše kot nič.
Odlično. Kaj pa vreme? Kdaj se najbolj splača potovati? Ja, glede vremena nismo nič rekli. Mogoče tole, da Peru ima v bistvu 3 glavna podnebja, pač to obalno-puščavsko, pa gorsko in pa amazonsko-tropsko. Tako da najboljši čas za obisk Andov pa Machu Picchuja in tega dela je mogoče od maja do oktobra, ko je sezona suha. Se pravi, mi smo bili oktober, november in nismo imeli kaplje dežja na celem potovanju, niti ene sekunde slabega vremena, v bistvu nas je ves čas spremljalo sonce. Tako da lahko zagotovim, da oktober, november sta fantastična. So pa seveda tudi obdobja, ko so v tem času noči zelo hladne, čez dan je bilo toplo, smo bili vedno v kratkih rokavih, 25, 26, tudi 27, puščavi nad 30, ampak po noči, čim mrak pade, rabiš pa ti v bistvu dolge rokave in potem tudi bundo. Če pa greš v Amazonijo, je tam vedno toplo, vlažno, v bistvu celo leto se ne rabiš toliko prilagajati podnebju, manj je pa dežja od junija do septembra v recimo Amazoniji. Na obali, torej Limi, je najbolj prijetno od nekako decembra do aprila, ampak v Limi itak nikoli ne dežuje. Skratka, vse regije imajo nek svoj idealen čas, ampak če bi zdaj na povprek Peru vzel, bi pa rekla, da od maja do novembra je najbolj univerzalen čas za raziskovanje tega dela sveta. Kaj pa za vstop? Kaj potrebuje slovenski državljan za pot v Peru in kako bi ocenila stroškovno vašo pot? Ja, nič posebnega. Za Peru slovenski državljani ne potrebujemo dobenega vizuma, vize, lahko potujemo 90 dni, rabiš samo veljaven potni list, vsaj še 6 mesecev po vrnitvi. Dobenih obveznih cepljenj ni in v bistvu niso potrebna, razen če veš, da boš zakorakal globoko v Amazonijo, je seveda rumena mrzlica toplo priporočljiva, mi smo vsi precepljeni za vse, tako da to bi vam svetovala. Rumena mrzlica, pa vedno, ko potuješ v take dežele, hepatitis A, B sta recimo fajn, pa včasih steklina. Ampak Peru ne predpisuje ničesar. Bolj pomembno se mi zdi, da imaš vsaj še 6 mesecev veljaven potni list, pa zdravstveno, turistično, 3-glav zavarovanje. To se mi zdi zraven potnega lista pa kreditnih kartic noro pomembno. By the way, kreditna kartica Mastercard je delala na celi poti potovanja in me še res nikoli ni pustila na cedilu. Medtem ko druge kartice niso bile dobro sprejete in svetujem, da pač potujete s to, ki je tam najbolj razširjena, se pravi Master. Kar se tiče stroškov pa tako, ljudje o tem ne radi govorijo, jaz sem tu zelo transparentna. Vsak cent stroška sem si zapisala, seštela in vam lahko povem, da smo zapravili dobesedno okroglo $18,000, kar se vam bo zdaj zdelo šokantno, ampak dajte priložnost, da razložim. Se pravi, to je $900, kar je dobrih 800 evrov na dan za 6 ljudi, kar pomeni slabih 130 evrov na dan na človeka. Vključujoč rentakar, ki sem ga razdelila na dneve in ljudi, vključujoč letalske karte, vključujoč vse te drage izlete. Vidite, da smo si privoščili res na veliki nogi, razkošne restauracije, vsi spominki, vse, kar smo nakupili, je vključeno v to ceno. In mislim, da 130 evrov na dan na osebo z vsemi obroki, spanji, doživeti, spominki, premiki, ni zelo veliko. Nas je le 6 in vedno smo imeli 2 sobi, mogli smo imeti večji avto, letalske karte za 6 in tako naprej, tako da mislim, da je ta destinacija poceni v primerjavi z presežki, ki ti jih ponudi. In za konec, kakor te vedno vprašam, se spomniš kakšnih zanimivih informacij o Peruju, takih nenavadnih? Ja, to me res vedno vprašaš in ker me vedno presenetiš, sem si tokrat celo pripravila malo švingelcev, da nekaj zanimivosti celo preberem, ker si jih ne morem zapomniti. Mogoče najprej to. Cusco je bil prestolnica Inkov in velja za popkovino sveta. To je en tak nov izraz. Popkovina sveta je Cusco na celem svetu. Machu Picchu se zmotno misli, da je bil odkrit strani Špancev, ni bil odkrit strani Špancev in to je tudi razlog, da je tako dobro ohranjen.
Potem v Arequipi imajo več kot 300 sončnih dni letno. Torej, vrhunec. Perujska zastava simbolizira kri Inkov in sneg Andov. Beseda pisco v jeziku Quechua pomeni ptica, kar se veliko krat pojavlja ta beseda. Potem v Naski, kjer so torej tisti geoglifi, so našli preko 70 geoglifov in 300 različnih figur živali in rastlin. Potem mogoče še to, da Amazonija v Peruju v bistvu pokriva več kot 60% države, tako da večinski del. V Limi skoraj nikoli ne dežuje, ponavadi 1 do 2 dni letno, vedno pa visi nad Limo ta meglica, ki rečejo ta čudni izraz gesko, čudna meglica. Peru ima eno najstarejših univerz v celi Ameriki, San Marcos, ki je bila ustanovljena leta, mislim, da 1550 nekje, zelo stara. In pa kava in kakav iz Peruja sodita med najbolj cenjene na celem svetu, kar malo kdo v bistvu ve. Pa še to, če boste v Cuscu lahko doživiš fiesto skoraj vsak teden, saj imajo več kot 3000 tradicionalnih praznikov letno in tudi, ko smo mi bili, oba dneva je bila fiesta in zabava in so plesali in muzika in maškarada in tako naprej. Katera hrana ali pijača pa ti je ostala najbolj v spominu? Kaj je tisto, kar bi recimo morala vsaka popotnica ali pa popotnik izkusiti? Težka izbira, ker je hrana res okusna. Jaz bi rekla sigurno kako zelenjavno juho, ker naredijo vrhunske juhe. Potem nujno baby alpako in lamo, ker je to taki steak, tako sočen, tako mehek, čisto brez maščobe, da absolutno priporočam. Če je kdo pogumen, da kuj morskega prašička proba in pa seveda ceviče. Ceviče je treba poskusiti. To, kaj še, kakšna sledica pa dobro vino. Če se dotakneva znamenitosti, katere kraje in doživetja bi ti priporočila za prvi obisk? Težko reči. Lima za kulinariko, Ballestes Island za tjulne, pelikane, pingvine in kite, Huačačin oaza za pač drsanje in deskanje po sipinah, pa vožnjo z adrenalinskim bugijem. Potem Arequipa, najlepše velomesto, najlepše kolonialno mesto Peruja. Potem absolutno Machu Picchu, pač brez besed, obvezen. Pa jezero Titicaca in obisk ljudstva Uros na plavajočih otokih. Mislim, da to. Ja, res je. Še bi lahko klepetali in klepetali, ampak veš kaj, raje si prihranjeva moči za naslednjič. Konec decembra se namreč še enkrat podruživa, zadnjič letos, a ne? In potovali bova v? Ja, samo še enkrat se letos podruživa v decembru in sicer bova potovali v Bolivijo.